Prihajamo na 6. točko, in sicer seznanitev s poročili glede neskladnega vzorca pitne vode z dne 17.10.25. Poročila so bila svetnicam in svetnikom posredovana po elektronski pošti, predlagatelj župan, poročevalci pa Andrej Osolnik, Timotej Štritov, Sandra Baran, Andrej Obronk, Manca Cviren, Bogdan Pogačar, Igor Jenko, Mojca Rotar Križnik. Besedo najprej dajem gospodu Timoteju Štritovu, izvolite. Ja, lep pozdrav še enkrat in hvala za besedo. Zdaj namen te točke je, da se poдрobno seznanimo samim potekom tega dogodka, o katerem se je načeloma kar precej govorilo, da odpravimo vse dvome. Jaz sem nekako zadevo razumel tako oziroma sprejel, tako da je sistem odigral svojo vlogo in da smo se lahko vsi prepričali, da se zadeva redno spremlja, redno vzorči in da se v takem primeru, kot je bil zdaj, da se ustrezno odreagira skladno s protokolom, ki je bil vnaprej predviden. Tako da zdaj bi jaz na kratko bom par stvari povzel, potem bom pa predal besedo še predstavnikom komunalnega podjetja kot upravljavcu in pa predstavniku Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, da še bolj strokovnega vidika določene stvari predstavijo oziroma pojasnijo. Zdaj na področju zajetja Iverja še vedno velja občinski odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje zajetja pitne vode Iverja iz leta 1986. S tem odlokom so določeni varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje kakovosti in higienske neoporečnosti ter omejitve za posamezne dejavnosti, s čimer se zavaruje kakovost pitne vode iz samega zajetja Iverja. Občinski odloki v vodovarstvenih območjih sicer ne veljajo več, se pa uporabljajo do sprejetja državne uredbe. Zdaj na tem območju imamo 3 vodovarstvene pasove, se pravi najprej je območje zajetja Iverje, tukaj gre za najožje oziroma najožje vodovarstveno območje z najstrožjim vodovarstvenim režimom, se pravi v sami okolici območja zajetja. Zaradi naravnih značilnosti tega območja onesnaževala zelo hitro dospejo do zajetja, zato mora biti to območje tako veliko, da se zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in pa drugimi onesnaževali. Potem imamo območje same reke, Kamniške Bistrice, se pravi tukaj gre za drugo vodovarstveno območje, potem je pa vodovarstveno območje tretje kategorije, je pa območje same doline Kamniške Bistrice in pa del Velike planine. Zdaj z tega področja bi omenil še nekaj predpisov, se pravi, ki so pomembni za to vsebino, ki jo obravnavamo, se pravi, eno je odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik iz leta 2017, potem je odlok o javnem redu na območju Velike planine. V letu 2002 je bil sprejet zakon o vodah, ki je kot rečeno določitev vodovarstvenih območij ter upravljanje z vodami prenesel na državo, kar pomeni, da država z uredbami določi vodovarstvena območja. V letu 2004 pa je bil sprejet še pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja. Zdaj v tem sklopu bi omenil še, da je v poplavah avgusta 2023, da je reka Kamniška Bistrica močno poškodovala transportni vodovod, ki pa je bil potem na odseku med spodnjimi Stranjami in pa naseljem Fužine v Kamniku obnovljen. Pričakujemo oziroma predvidevamo pa, da bo v naslednjih letih tudi se pravi s pomočjo sofinanciranja oziroma nepovratnih sredstev saniran še več kot oziroma 2,5 km dolgi odsek med naseljama Stahovica, se pravi od samega zajetja Iverja do spodnjih Stranj oziroma do približno tam nekje, kjer je odcep za Stovnik. Na območju vodovodnega zajetja Iverja so bile v preteklih letih zgrajene tudi 3 vodonosne vrtine, ki bodo iz globokega vodonosnika zagotavljale zadostne količine. Od teh 3 vrtin sta 2 že aktivni oziroma vključeni v javni sistem, ena pa pričakujemo, da bo dodana še v letu 2026. Potem v obdobju po poplavah je bila sanirana tudi poškodovana ograja, ki je nameščena okoli zajetja Iverje. V tem sklopu zagotavljanja varovanja zajetja pa je bil tudi z Velike planine v zadnjih letih so bili izvedeni odvozi grezničnih gošč, in sicer v letu 2024 nekaj več kot 41 ton, v letu 2025 pa skoraj 65 ton. Dodal bi še, da je predvidena ustanovitev delovne skupine za področje zaščite pitne vode, ki bo namenjena obravnavi ter pripravi načrtovanih oziroma predvidenih ukrepov za zaščito pitne vode v občini Kamnik.
se pravi z namenom, da se preuči vse, kar je potrebno in da se sprejmejo neki konkretni ukrepi. Se pravi, da se ne bomo pogovarjali vedno samo o tem, kaj vse bi bilo potrebno, pa kaj bi bilo smiselno, ampak da se oblikuje neka konkretna skupina, ki bo pač določila oziroma predlagala neke konkretne ukrepe, ne samo v smislu, pač kaj vse je bilo dobro, ampak da res končno sprejmemo konkretne ukrepe in si določimo konkretne časovnice. In sicer predlagana bo ustanovitev take skupine v sestavi 2 predstavnikov občinske uprave, enega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema, 3 predstavnikov občinskega sveta in pa 1 predstavnik zainteresirane strokovne javnosti. Se pravi, naloga delovne skupine bo predvsem pregled predpisov z obravnavanega področja, sprejetje ukrepov oziroma predlogov za fizično in tehnično zaščito, zajetja iverje, pregled dokumentacije, ki je že bila pripravljena, ocena obstoječega stanja, pridobitev in preveritev primerov dobre prakse iz tujine, tehničnih možnosti oziroma zmožnosti naravnih omejitev in tako naprej, primerjava različnih rešitev, vključno z analizo stroškov in vsega potrebnega. V predlogu proračuna za leto 2026 je predvidena tudi proračunska postavka izgradnja kanalizacije in vodovoda Kamniška Bistrica, katere sredstva bodo namenjena pridobiti strokovne rešitve za ureditev odvajanja čiščenja odpadnih voda z območja doline Kamniške Bistrice, se pravi še neko področje, ki ga ta navedena skupina lahko obdela oziroma preuči, ker kot vemo do sedaj gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije ni bilo mogoče pridobiti oziroma ga še vedno ni mogoče pridobiti. Zdaj kronološko bi mogoče samo še par zadev dodal, da je bila že v letu 2018 strani Hidrotehnika izdelana študija, ki je obravnavala odvajanje in čiščenje odpadnih voda z območja Velike Planine, potem je pa letu 2020 občina Kamnik podala pobudo na Ministrstvo za naravne vire in prostor, takrat sicer Ministrstvo za okolje, s ciljem, da skupaj z ministrstvom preučimo tematiko vodovarstvenih območij v občini Kamnik in da bi se dogovorili o nadaljnjih korakih za čimprejšnjo pripravo in sprejetje uredbe o vodovarstvenih območjih na omenjenem območju. Strani ministrstva pa smo takrat prejeli odgovor, da zaradi velikega števila strokovnih podlag in osnutkov predpisov, ki so trenutno v postopku izdelave ali usklajevanja, priprave strokovnih podlag na območju naše občine ni bilo mogoče uvrstiti v njihov 2-letni plan dela. Potem smo leta 2021 poslali ponovno urgenco za ureditev vodovarstvenih območij. Odgovor pristojnega ministrstva je bil takrat podoben, in sicer da naše pobude ponovno ni bilo mogoče uvrstiti v tekoči plan njihovega dela. Dodal bi še, da je bila v letu 2021 naročena in izdelana idejna zasnova za fekalno kanalizacijo Velika Planina, čeprav v tem trenutku, kot rečeno, podobno kot za Kamniško Bistrico, gradbenega dovoljenja ni mogoče pridobiti in ni mogoče zgraditi. Posledično potem v letu 2022 je občina Kamnik povabila k oddaji ponudbe za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev. Ponovno se pravi za območje Kamniške Bistrice, ampak kot rečeno, trenutno gradnja kanalizacije ali česarkoli podobnega na območju Velike Planine ali Kamniške Bistrice ni mogoča. Toliko v zvezi s tem, zdaj bi pa kar glede samega tega dogodka, se pravi iz oktobra, ko je bil pridobljen ta negativni izvid, bi pa pol preprosto nekako, da predstavijo sosledje dogodkov oziroma samo časovnico in ukrepe, ki so bili izvedeni oziroma sprejeti v zvezi s tem, pa da predstavi komunalno podjetje Kamnik. Hvala. Hvala, gospod Štritov. Besedo dajem Mojci Rotar Križnik iz komunalnega podjetja Kamnik kot upravljavca tega našega sistema. Izvolite. Hvala za besedo. Torej v petek 17. oktobra smo bili 15:12 obveščeni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano o neskladnem vzorcu pitne vode, ki je bil odvzet dan prej v sklopu rednega vzorčenja. Od 6 odvzetih vzorcev pitne vode je bila v vzorcu iz vodohrana Podgorje prisotna Escherichia coli, in sicer v količini 1 enota na 100 ml vode. Ker je po pravilniku o pitni vodi ničelna toleranca za tovrstno bakterijo, smo bili primorani ukrepati v skladu s kriteriji za razglasitev ukrepa prekuhavanja pitne vode, ki jih določa Nacionalni inštitut za javno zdravje. Torej, takoj po prejetem obvestilu smo ravnali v skladu s HACCP načrtom in načrtom ravnanja ob izrednih razmerah. Takoj smo pričeli z obveščanjem javnosti, in sicer najprej smo dali obvestilo na spletno stran komunalnega podjetja Kamnik, saj istočasno
Obvestilo prejmejo vsi uporabniki brezplačne aplikacije Telegram preko SMS sporočila. Potem smo obvestilo posredovali na občino Kamnik in Komenda, na Radio Prvi, na Kamnik Info in še vse večje uporabnike, kot so šole, javni zavodi, podjetja smo tudi pač obvestili preko e-mail pošte. Obvestilo smo navsezadnje dali tudi na našo Facebook stran. Torej, po izvedenem obveščanju uporabnikov smo dogodek prijavili oziroma vnesli v aplikacijo, do katere ima dostop zdravstvena inšpekcija in pa NIJZ ter NLZOH. Vzporedno z obveščanjem je potekal pregled ključnih objektov in vzpostavitev kloriranja. Po vzpostavitvi kloriranja smo dnevno spremljali vsebnost klora v pitni vodi. Ves čas smo strmeli k temu, da je v vodi minimalna količina klora, a še vedno učinkovita. Takoj v ponedeljek smo izvedli ponovno vzorčenje na 5 lokacijah vodovodnega sistema Ivarje. Da so bili vzorci skladni z zakonodajo in zdravstveno neoporečni, smo izvedeli naslednji dan, torej v torek 21. oktobra, ko smo ukrep prekuhavanja tudi preklicali. Obveščanje je zopet potekalo na enak način in po istih kanalih kot obveščanje o prekuhavanju. Po novem pa smo na seznam za obveščanje dodali še STA, Modre novice in PR občine Kamnik. Naj še omenim, da smo imeli naslednji dan po preklicu prekuhavanja vode, torej v sredo 22. oktobra, izredni inšpekcijski pregled strani zdravstvenega inšpektorja. Ta je podrobneje pregledal način obveščanja in ukrepanja v zvezi s tem izrednim dogodkom, pri čemer ni bilo ugotovljenih nobenih neskladnosti. Tako da to je pač na kratko glede samega dogajanja. Najlepša hvala za enkrat. Zdaj pa prosil še gospoda Andreja Obronka iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, da nam pojasni, na podlagi česa pride do takih odstopanj oziroma neskladij in pa kaj to neskladje pomeni za zdravje ljudi. Pozdravljeni, moje ime je Andrej Obronek, prihajam z Nacionalnega laboratorija. Kakor je predhodnica povedala, se strinjam z njenimi besedami. Mi v bistvu izvajamo notranji nadzor pitne vode po naprej pripravljenem planu, ki ga pred pričetkom leta izvede komunalno podjetje. V tem planu so natančno določena mesta vzorčenja z samo frekvenco ter obsegom preiskav. Se pravi, ko je bilo izvedeno vzorčenje pitne vode in ugotovljeni rezultati, smo o tem obvestili upravljavca vodovoda. V vzorcu so bile najdene bakterije Escherichia coli. Te bakterije so vedno prisotne v človeškem in živalskem blatu, v velikem številu tudi posledično v tlakah in vodah, ki so onesnažene s fekalijami. Zdaj, sama prisotnost te coli v pitni vodi zanesljivo dokazuje, da je voda fekalno onesnažena. Po uredbi v pitni vodi so bakterije E. coli uvrščene v prilogo 1A, del med mikrobiološke parametre. Mejna vrednost za te bakterije pa je nič, se pravi, vodi jih ne sme biti. Torej, vkolikor ocenimo, da gre pri ugotovljeni neskladnosti za fekalno onesnaženje pitne vode, taka voda predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Brez ustrezne preprave voda ni primerna za uporabo kot pitna voda, upravljavec pa mora čim prej ugotoviti vzroke neskladnosti preizkušenega parametra ter izvesti ukrepe za odpravo. S pregledom celotnega sistema za oskrbo s pitno vodo mora preveriti njegovo stanje ter ukrepati v skladu z ugotovitvami. Do ureditve ustreznih postopkov priprave vode oziroma odprave vzrokov neskladnosti je potrebno prekuhavanje vode pri uporabi za pitje, kuhanje in pripravo hrane. Upravljavec mora v ukrepu obvestiti uporabnike ter jim posredovati navodila o prekuhavanju vode. Prekuhavanje vode je praviloma kratkoročen, nujen ukrep, s katerim izboljšamo mikrobiološko kakovost vode.
S prekuhavanjem uničimo in aktiviramo mikroorganizme v pitni vodi. Običajno zadošča 3 minute vrenja zaradi večje varnosti. Ker ima upravljavec možnost takojšnje dezinfekcije pitne vode, je tudi pričel z izvajanjem le-te. Kloriranje pa je najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije pitne vode. Klor uniči bakterije, kar je tudi ključno za zagotavljanje mikrobiološke varnosti pitne vode. Upravljalec je izvedel ukrepe skladno z načrtom ter navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prosim, če bi kako vprašanje. Hvala. Odpiram razpravo svetniške skupine. Besedo ima Robert Prosen. Hvala za besedo. Najprej naj vas v imenu svetniške skupine Liste Sandija Uršiča lepo pozdravim. Žal sta Rok iz službenih in Sandi iz zdravstvenih razlogov danes odsotna. Dovolite, da začnem z nečim, kar se nam zdi pomembno za širše razumevanje možnosti delovanja tega občinskega sveta. O tej temi se danes sploh ne bi pogovarjali, če ne bi 12 svetnic in svetnikov zahtevalo razprave na izredni seji o tem, ko kak teden po dogodku nismo bili po naši funkciji deležni kakršnihkoli informacij. Zato se v imenu naše svetniške skupine iskreno zahvaljujem vsem, ki ste se nam pridružili v zahtevi. Matija, Natalija, Cene, Karla, Aleš, Mojca, Alenka, Ivanka, hvala, da ste prispevali podpis, da se danes seznanimo z dogodkom, predvsem pa, da sprejemamo konkretne ukrepe, s katerimi bomo poskrbeli, da bo kamniška voda pitna. Ne samo za nas, ampak tudi za generacije, ki prihajajo. Ta razprava je nujna, gre za zdravje ljudi in zaupanje v sistem oskrbe s pitno vodo. Kaj vidimo iz poročil? Prvo poročilo KPK opisuje, da je bil 17. oktobra dogodek, pri katerem je bila v Podgorju potrjena E. coli, da so bili ukrepi izvedeni pravilno in da je sistem stabiliziran. Vse to drži za tisti trenutek. Ne drži pa za trditev, da je bil ta dogodek nepričakovan. Če pogledamo poročila o zdravstveni ustreznosti pitne vode, za zadnjih 5 let vidimo drugačno sliko. Leta 2020 13 neskladij, vključno z E. coli in enterokoki, na več odzemnih mestih tudi na šolah. V letu 2021 kolioformne bakterije v sistemu Ivarje. V letu 2022 neskladja na več točkah nihanja kolonij. V letu 2023 neskladja zlasti na objektih z zastoji in mrtvimi deli obnežja. V letu 2024 v maju v Podgorju preseženo število kolonij. V avgustu 2024 zajetje Ivarje, kolioformne bakterije. V letu 2024 v avgustu DSO Kamnik prav tako iste bakterije. Zato je potrebno odkrito povedati. Dogodek oktobra 2025 ni enkraten dogodek, je posledica stanja sistema, ki je zastarel, kar je razvidno tudi iz vsakoletnega programa oskrbe s pitno vodo. V poročilu koncesionarja so predlagani naslednji ukrepi. Komunalno podjetje Kamnik predlaga sanacijo vodovoda v Podgorju, sanacijo zajetja Ivarje, uvedbo daljinskega nadzora, kloriranje in UV dezinfekcijo, rekonstrukcije omrežja v Šmarci, Godiču, Žalah in tako naprej, zamenjava dolgotrajnih objektov. To so vse logični ukrepi. Vprašanje pa je, kdaj so ti ukrepi zapisani prvič. In vam v odgovor lahko povemo, v programu oskrbe za leto 2022 in potem ponovno v letu 2023, nato v letu 2024 in prav tako v letu 2025. To pomeni, da imamo 4 leta zapored enak seznam potrebnih posegov, a v vmesnem času se težave niso zmanjšale, temveč so se samo stopnjevale. Kaj konkretno? Vodohram Podgorje. Program oskrbe v letih 22, 23, 24 in 25 dobesedno navaja. Vodohram Podgorje, obnova hidroizolacije, zamenjava rjavečih elementov, ureditev odvajanja. Kaj se zgodi? V maju 2024 neskladje v Podgorju, v oktobru 2025 E. coli prav tako v Podgorju. To ni seveda naključje, to je posledica neizvedenega vzdrževanja. Na zajetju Ivarje v vseh programih od 2022 do 2025 je sanacija zajetja že predvidena. A leta 2024 se pojavijo
kolioforme bakterije, leta 2025 pa še večja kontaminacija. Pogovarjali smo se o daljinskem nadzoru. V vseh programih piše, potrebna je vpeljava sistema daljinskega nadzora. Leta 2025 ugotovimo, daljinskega nadzora na kritičnih točkah ni, nadzora nad kloniranjem prav tako ni in prav tako ni spremljanje vsebnosti klora. To neposredno vpliva na varnost pitne vode. Pogovarjali smo se tudi o dolgotrajnem omrežju. Programi navajajo Šmarco, Godič, Žale, Smodnišnico, Trg padlih borcev, Podgorje, Mekinje, Volčji potok in da naštevam še naprej. Gre za sistem, kjer so rekonstrukcije nujne, a se izvajajo zelo počasi. Največja težava današnjega gradiva je v tem. Gradivo opisuje dogodek, ne pa konkretnega vzroka zanj. V sklepih sicer predlagate ustanovitev delovne skupine, kar seveda pozdravljamo. A ključno vprašanje danes ni, kdo bo deloval v skupini, temveč zakaj ukrepi, ki so zapisani že 4 leta zapored, niso bili izvedeni. V proračunskem gradivu lahko vidimo, da je v letu 2025 za oskrbo s pitno vodo na voljo 829.714 evrov, do 30.9.2025 je bilo porabljenih 405.850 evrov. Zanima nas, zakaj je tako slaba realizacija. Kateri ukrepi bodo izvedeni v letu 2026? Na postavki 6316, rekonstrukcija vodovoda spodnje stranje, je 1.182.826 evrov, a iz opisa ni razvidno, da se bo s tem izboljšala situacija na samem zajetju Ivarje. Vodohrama Podgorje v gradivu ne najdemo. To so tisti odgovori, ki jih zaslužijo občani. In zdaj naš predlog svetniške skupine pa je to, da predlagamo danes, da dobimo konkretne odgovore. Prvič, kateri ukrepi se pojavljajo iz leta v leto in bodo izvedeni v letu 2026? Kateri objekti imajo največje tveganje in kakšen je časovni načrt sanacije? In tretjič, kdaj je lahko vzpostavljen daljinski nadzor in kakšen strošek je predviden? Ker če teh ukrepov danes ne dobimo, potem je vsako poročilo samo zapis stanja in ne ukrep za izboljšanje. V zaključku lahko pravimo, da ta razprava ni bila samoumevna. Izsililo je 12 podpisnikov in iskreno verjamemo, da je dobro, da sedimo danes skupaj in o tem govorimo. Torej od danes naprej moramo imeti cilj, da poročila in programi ne bodo vsebovali istih ukrepov kot leta 2022, 2023, 2024 in 2025, ampak bodo ukrepi dejansko izvedeni. To smo dolžni občankam in občanom občine Kamnik. Hvala lepa. Hvala. Beseda ima Dušan Zore. Ja, pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz imam na tematiko vode eno naslednje vprašanje. Država Republike Slovenije je uvedla Sea Alert. Zakaj mi tega ne uporabljamo v takem primeru? Ker to se mi zdi blazno pomembna stvar. Če bi bil, na primer, nekdo vandalizem in nekdo vrže, rečemo temu, nek arzen v Ivarje ali kakorkoli, je to lahko smrtno nevarno za kompletno populacijo. In zanima me, ali se da ta sistem navezati na Sea Alert tudi za vodo. To je za protekcijo ljudi in živali. Hvala. Hvala. Svetnice, svetniki. Beseda ima Matija Siter Močnik. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zdaj za uvod v to razpravo oziroma potem, ko bojo podajali odgovore, bi prosil bodisi koncesionarja, bodisi občinske službe, če nam lahko na kratko povejo sploh, kako poteka sama distribucija vode. Se pravi, kako voda iz zajetja v Ivarju pride recimo tukaj do občinske zgradbe. Kaj predvsem mislim s tem je, ali se uporabniki priklapljajo vzdolž vodovoda, ali voda poteka se zbira v nekem vodohranu in se potem črpa nazaj. To se nanaša na naslednje vprašanje, kako da so bile nekatere vasi ali zaselki izvzeti iz obvestila o prekohavanju vode. Če se nadalje navežem na predhodnika oziroma na svetniško mnenje Liste Sandija Uršiča, v poročilu predvsem manjka konkretni razlog, zakaj, kako in zakaj je prišlo do samega onesnaženja. Zdaj vsa poročila so
dokaj dobro napisana, opisuje ukrepe, ki je potrebno sprejeti, ampak ne podajo povzroka, kako je do tega prišlo. Posledično nimamo neke garancije, da bodo vsi ti ukrepi preprečili morebitna prihodnja onesnaženja. Kar se tiče priprave vode, če sem prav razumel, v samem poročilu se voda pripravlja samo na Iverju, ne pa potem v samih vodohranih. Glede vzorčenja me pa zanima, če sem prav videl, naj bi se voda vzorčila 44krat na leto, se pravi pavšalno rečeno enkrat na teden. Koliko časa lahko traja od same okužbe na vodovodnem omrežju do zaznave le-tega? Se pravi to, kar je tudi predhodnik rekel, če bi recimo nekdo zastrupil samo Iverje, ali lahko traja potem takem tudi do 1 tedna, predno se ugotovi sama zastrupitev. Glede potrebnih ukrepov na omrežju me kot prvo zanima vodohran Podgorje, ali je opremljen z daljinskim nadzorom in kaj ta daljinski nadzor prinaša, kaj to pomeni v praksi, ali se to spremljajo zgolj pretoki ali se delajo tudi kakršnekoli analize same vode. Večkrat se je v gradivih pojavljala sanacija vodovoda na Žalah, obenem se je pa pojavilo tudi pod opisi upravljenih del rekonstrukcija vodovoda na Žalah. Ali gre za dve ločeni zadevi oziroma se upravlja zgolj delna rekonstrukcija oziroma kako to, da ponovno govorimo o potrebi po sanaciji vodovodnega omrežja na Žalah. Kar se pa tiče samih predlaganih sklepov, predvsem ustanovitev delovne skupine, pa za razliko od predhodnikov ne vidim nekega smisla, predvsem z vidika nalog, katere naj bi ta delovna skupina upravljala. Upravlja naj bi pregled predpisov, ukrepe za fizično in tehnično zaščito Iverja, pregled dokumentacije, ki je že bila pripravljena, oceno obstoječega stanja, pridobitev primerov dobre prakse, priprava primerjave različnih rešitev in pa konkretne analize, priporočila in predloge variante. Zdaj iz teh nalog nekako sklepam, da so to naloge koncesionarja in koncedenta. Se pravi, na eni strani v tem primeru komunalnega podjetja Kamnik, ki verjetno pripravi seznam ukrepov glede na izkušnje in vsakodnevno stanje, ki ga vidijo na terenu, na drugi strani pa občine Kamnik, ki potem tovrstne ukrepe prioritizira in v končni fazi tudi potrdi. Iskreno ne vidim neke dodane vrednosti te delovne skupine, ker po mojem mnenju bi že obstoječe sestave te naloge mogle upravljati, verjetno jih. Tako da zaenkrat toliko. Hvala. Hvala, besedo ima Natalija Berlec. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Hvala lepa tudi za besedo, da se ne bom ponavljala. Vse, kar sta moja dva predhodnika povedala, se strinjam in podpiram to, me pa še nekaj zanima. Se pravi, v dogodku smo bili obveščeni 17. oktobra, potem pa se je v ponedeljek 20. v bistvu ponovno pristopilo k odvzemu teh vzorcev. Napisano imate noter v poročilu, da so bili takrat vzpostavljeni pogoji. Zdaj me zanima, ali je to zato, ker je bil vikend, ali je to kakšen drug pogoj potreben za vzpostaviti, no? Da recimo, če se zgodi zdaj, če rečemo ponedeljek, tudi čakamo 2 dni, da se vzpostavijo ti pogoji, da potem v četrtek ponovno vzorčite, no? Če to lahko majčkeno pojasnite, zakaj prihaja do tega. Potem imate pa v poročilih napisano, recimo na Veliki planini lastniki teh objektov morajo so dolžni sami pravzaprav odvažati. Ali imajo na Veliki planini vsi ti objekti nepropustne greznice ali oziroma te male komunalne čistilne naprave. Zdaj, če jih morajo imeti, kdo jih to nadzira, to vemo, imamo ta podatek, mislim, da je nekaj prek 20 takih objektov, če sem prav razumela iz poročila, da se načrtujejo v bistvu tehnično, se pravi dokumentacija se pripravlja za naprej. Kaj ta tehnična dokumentacija pravzaprav vse zajema in kdaj bo to za prihodnje leto ali pa ko bo, no?
Z občinskim odlokom bi morali pravzaprav imeti vse, tako kot sem prej rekla, kdo v bistvu to nadzira, kdo ima podatek o tem. In če se samo navežem na tole predlog 4. sklepa glede delovne skupine, tako kot je že Matija povedal, ne vidim nekdo prenos te delovne skupine pravzaprav, ker vse, kar je, tako kot je pač povedal med občino in pa koncesionarjem, te naloge so v bistvu tle že opredeljene, hkrati pa mislim, da so itak te ukrepi pravzaprav napisani tam v poročilu, mislim, da na strani 7, to, ki jih je prej gospod Prosen prebral. Jaz mislim, da dokler pač ti predlagani ukrepi niso izvedeni, narejeni, ustanavljajo neke nove delovne skupine, pravzaprav ne vidim nekega smisla. Najprej to naredimo, potem bomo pa videli, kaj nam je še preostalo, pa mogoče potem pogleda ta delovna skupina, če še kaj, ne vem, mislim, da ne bo potrebno. Zato je moj predlog v bistvu umik tega 4. točke tega sklepa, pa raj predlagam sklep, da občina Kamnik pravzaprav nemudoma v prihodnjem letu oziroma v čim prej v najkrajšem možnem času pristopi k realizaciji vseh teh predlaganih ukrepov. Hvala. Hvala, besedo ima Karla Urh. Hvala lepa za besedo in lepo pozdravljeni. Iz srca se vsem mojim predhodnikom zahvaljujem za vaše debate. Hvala res, iz mojega srca. Ker tole sprenevedanje, ki se že nekaj let vrši, ob enormnem povečanju turistov na Veliki planini in v dolini Kamniške Bistrice, je preseglo vse meje dopustnega. Pa me glejte tako ali pa drugače. Gospod župan mi je pred kratkim rekel, da zavajam in strašim ljudi, ampak čez en teden se je pojavila pa e-coli situacija. A veste, mene zanima pa še nekaj. Jaz sem prepričana, da ni prisotnost samo e-colija in parazitov in vsega tega. Kajti, ljudje, ki enormno v ogromnih številkah hodijo nad zajetje Iverje, pa bom rekla gor ali dol ali kamorkoli, nad zajetje, grejo tudi na WC, jemljajo tablete, to sem vam že večkrat povedala. In vse to gre v našo vodo. Ker zajetje Iverje ni nepropustna, bom rekla, posoda, v katero nič ne pride. A veste, meni se koncesionar smili, saj v bistvu je v primežu, ko ne more nič narediti. Lahko pobije e-coli in to, ker dezinficira in doda kemijo. Ampak kemije se s kemijo ne da ubiti, a veste, to je pa res. Zamislite si to, ker naša voda, ki jo pijemo vsi, ima dodane tudi kemijske elemente. Jaz imam 2 tablete na dan, nekdo jih ima pa več. A veste, in to določena kemija, ki jo ljudje uživajo in ko pridejo na Veliko planino, ker je vroče, grozen v dolini in v Ljubljani in ne vem kje, da ne govorimo o tujcih, to se puščajo nam na Veliki planini in v dolini Kamniške Bistrice in to posledično prihaja vse v zajetje. In to, kar ste danes razpravljali, hvala vam res, ker če ne bomo začeli nadzor vršiti z rednim monitoringom, vse gospodu županu sem to predstavila tudi v tistem sestanku, pa o tem se bom še pri proračunu oglasila, o rednih kontrolah, o neodvisnih monitornih, o praznjenju greznic in odvažanju na račun tistih, ki to gor pustijo, ne nas vseh iz občinskega proračuna. Da grem naprej, tisto obveščanje, ki ga je dal Dušan, super. Jaz sem bila v tujini in sem dobila preobvestilo o, bom rekla, ogroženi ali pa onesnaženi pitni vodi kot moji domači. Moji domači, torej moji vnuki so pili vodo že 2 dni predno so bili obveščeni. Da ne govorim, tudi moja mami in pa moji sosedje. Moj sosed je bil pri zdravniku in je rekel, jaz sem imel velike težave. Imam potrdilo od zdravnika, ker nisem bil tudi obveščen. Dobro, grem naprej.
Če ne bomo uredili izvirnega greha, torej kanalizacije, čistilnih naprav ali kakorkoli rečete, jaz, da mi nekdo reče, da se to ne da, da se to ne sme, da se ne dobi, oprostite. To zame ne obstaja. In tudi za nas vse v tem sestavu ne sme obstajati. In lepo vas prosim, da ne bi še kdaj slišala, da koga strašim in zavajam. Še enkrat pa hvala vsem. Hvala, besedo ima Aleš Lipičnik. Hvala. En lep pozdrav vsem. Ne bi bil rad zoprn, ker se ponavljam, ker jaz sem tisto, ker se verjetno s to problematiko zelo ponavljam. Ampak to zaradi tega, ker je problematika sama ponavljajoča. Se pravi, en in isti problem se nam vali skozi leta in skozi leta se sprenevedamo, da ga ni. Vsaj do zdaj smo tako počeli. Zdaj, glede same onesnaženosti z E-koljem bi povedal, da je to indikator, da imamo v pitni vodi fekalije. Kar pomeni, da nimamo samo E-kolji, pač pa imamo še marsikaj drugega, tako da smo na jasnem. Zdaj, o stanju voda so nas lansko leto zelo jasno in lepo obvestilo vsem, kje smo in kam plovamo, jamari, ki smo jih imeli tule na seji. In mislim, da ni bilo potrebe potem, da govorimo še naprej, da je vse v redu, ker ni. Zdaj, jaz bi vas samo opozoril, glede na ponavljajoče stvari, da je masovno ogrožanje zdravja ljudi je kaznivo dejanje, kar pomeni, če se nam stvar zgodi posamično, naključno. V tem primeru lahko govorimo o naključnih dejanjih. Vkolikor se pa stvar ponavlja in ne ukrepamo, v tem primeru pa ne gre za naključje. V tem primeru gre pa za načrtno ignoriranje nečesa, s čimer ogrožaš zdravje. Zdaj, glede tele delovne skupine, se bojim, da je približno tako, kot bi volkove poslal varovati ovce. Glede na sestavo. In tudi jaz mislim, da je tukaj na tem mestu treba v prvi vrsti, ne rabimo politike, da rešuje problem čiste vode, rabimo stroko, ki bo povedala, kaj je treba urediti, čeprav je v konceptu, če se spet ne sprenevedamo preveč. Mislim, da je vsem popolnoma jasno, kje imamo problem, ker smo tudi že ugotovili. Zdaj, klor v nobenem primeru ne rešuje problema, to se menda lahko strinjamo. In nasploh se mi zdi na nek način bogokletna misel, da bomo v krajih z največ, najbolj kvalitetne vode praktično, rekel, boljšega prostora za čisto in dobro vodo, kot je Kamnik, si že po sami geografiji težko zmisliš tlele v tem delu Evrope ali pa tudi širše. In da bomo tle pri nas, ker je vode prvorazredne, čiste, vrhunske vode dovolj, da se bomo tle utapljali v kloru in da se zadušiš v tuš kabini, ki se tuširaš od klora, je res malo bogokletno in neumno. Kar pomeni, pravico imamo občani do čiste vode, ker jo narava ponuja v izobilju. Samo ne smemo zlorabljati narave, pa ne smemo zlorabljati našega ekosistema, ki nam je dan v upravljanje. Jaz mislim, da smo tule pri tem upravljanju, saj če govorimo o Veliki planini, jaz mislim, da kršimo z veliko žlico načelo enakosti občanov. Mi z peščico lastnikov na Veliki planini investiramo letno, če gledamo samo do kapitalizacije Velike planine, milijone. Dajemo 12 milijonov za 6-sedežnico, ki jo potrebuje kdo ve kdo, že nekdo, če kdo. Medtem, ko se vse te stvari dogajajo na račun 33 tisoč občanov,
Pri tem, da za povračilo usluge, ker smo jih privilegirali, kaj dobijo? Dobijo še fekalije v pitno vodo. To je pa, kako bi temu rekel, vrnjena usluga za tisto, kar delamo za Veliko planino. Zdaj, kot sem slišal iz poročila, kanalizacije na Veliki planini ne bo, kar je logično. Zdaj ne vem, a vam moram jaz povedati še enkrat, a ste sami izračunali, da je 1 + 1 2 in da bi morale biti hiše na Veliki planini zapečatene, dokler nimajo vse čistilnih naprav. Hvala. Besedo ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo, ne bom se ponavljala, hvala vsem predhodnikom, ki ste bili zelo izčrpni. Jaz bi ob tem samo poudarila pa prosila, ker ob takem dogodku, ki se je zgodil, moram reči, da sem prepričana, da to se ni zgodilo 17.10., ampak je bilo že kar precej dni prej, ker sem imela tudi jaz osebno zelo velike težave, ki so se potem čudežno prenehale. Tako da to definitivno ni bil 17.10. In jaz bi ob tem samo rekla, da tudi obveščanje ni bilo tako zelo briljantno, ker jaz sem bila na srečo obveščena prek vrtca in sem obveščala potem ljudi naprej in na Radiu 1 je bilo obvestilo šele pozno popoldan. Tako da obveščanje sploh starejših in bolj občutljivih ljudi je bilo v tem primeru zelo slabo. S tem, da bi rada en odgovor na eno vprašanje, kdo je zagotovil vodo, čisto pitno vodo v tem času v vrtcih, v domu starejših občanov, v Ciriusu, recimo, ker recimo tukaj imam pa jaz srečo, v malih enotah imamo razdelilno kuhinjo in smo vodo lahko prekuhavali, medtem ko so delavke v večjih enotah te možnosti nimajo. In kaj, otroke spodbujamo k pitju, na koncu jim pa dajemo okuženo vodo. Tako da zato ste dolžni poskrbeti. Kdo je poskrbel za vodo v domu starejših in pa v Ciriusu, kjer so cel vikend ljudje, tako da bi rada odgovor na to vprašanje. Hvala. Še kdo? Besedo ima Ivanka Očakar. Hvala za besedo. Ko sem se pripravljala na tole točko, sem si zapisala večino tistih zadev, ki so jih že mojih predhodniki povedali, tako da se ne bom ponavljala, samo na kratko bi pa tole, ker se mi zdi res pomembno. Vprašanje, ki ga je Matija zastavil v zvezi z vodohranom Podgorje oziroma kako je do tega prišlo. Potem hvala, da si na kratko, Dušan, ti rekel SI alert, ker jaz sem si zelo na dolgo zapisovala državni sistem z SMS sporočili, skratka, da vsi dobimo na telefon, ker Telegram je nezanesljiv, to lahko iz lastne izkušnje povem, ker sem prijavljena noter, pa stvar ni delovala očitno. In pa seveda podpiram tudi to, da se ne ustanovi delovna skupina za področje zaščite pitne vode. Imamo vse pristojne, ki lahko to peljejo, imamo tudi Svet za varstvo javnih dobrin, pa občino, pa komunalno podjetje, tako da se veste tisto, ustanovi delovno skupino, če hočeš, da se bojo stvari zelo dolgo. Tako da dajmo vsak svoje delo opraviti in to je to. Hvala lepa. Hvala. Preden gremo naprej, bi potem prosil mogoče gospoda Obronka glede tega, kako nevarna je bila ta stvar, pa potem naprej komunalno podjetje glede teh stvari, ki so bile izpostavljene, glede starih investicij je pa to stvar proračunov, ki bodo pač v naslednji točki, in koliko bo teh sredstev se namenjali za sanacijo vsega sistema, ki vemo, iz katerih let je. Narejen je bil v 70-ih letih in je dotrajan. In bolj kot ne to, ko smo zadnja leta prenovili, torej tole smodnišnice, toliko ni bilo prenovljenega v zadnjih 20 letih. In zdaj smo začeli prenavljati sistem in jaz verjamem, da bomo počasi
prišli do tega, da bomo imeli prenovljenega, ampak če ne bomo zagotavljali sredstev, bo to težko, je pa potreben sistem milijonov in tukaj tudi si priporočam, da država pride nasproti, ko toliko govori o pitni vodi in da bo tudi namenila izdatna sredstva za prenovo sistemov, ki so dotrajani, ki imajo velike izgube in ki dejansko imajo tudi, posledično imamo tudi probleme, tako da jaz verjamem, da bo država prisluhnila in da bo tukaj pač poleg tega, da bo vsaj šla nam toliko naproti, da bo spremenila te vodovarstvene pasove, ki nam danes onemogočajo, da ne bi imeli čistilnih naprav, ne, na vodovarstvenih pasovih sploh ne smejo biti čistilne naprave, morajo biti neprodušno zaprte grezance in tako naprej, so pa tudi čistilne naprave na njih, ne, in zdaj kar nekaj dela nas še vse skupaj čaka, je pa dejstvo, da smo tudi kar nekaj že v teh letih naredili, zdaj kdo zadosti pa najbrž vsi skupne, ne, in tukaj moramo iti korak naprej in pač zagotoviti sredstva, da bomo te sisteme naredili odporne tudi na take stvari, ki se je zgodila zdaj, čeprav zdaj nekaj rešitev je bilo nakazanih, zdaj nekaj dodatnih pojasnil pa še gospod Obronk glede tega, kaj je ta, koliko je bilo to za zdravje, pa dejansko, če so bile zaznane tudi na področju občine ali pa regije, kakšne, ne vem, okužbe, jaz boh ne da do tega kdaj pride, ampak da pojasnite, koliko je ta nevarna bila, nevarnost tega in odkje je prišla. Tle, lahko, prosim vas, tle na mikrofon. Dejstvo je, da so v vodi bile odkrite bakterije E. coli, pa da tako onesnaženje v bistvu predstavlja tveganje. Treba je povedati, da v bistvu je od 6 odzetih vzorcev bil v bistvu samo en vzorec neskladen, se pravi, samo enemu vzorcu so bile najdene te bakterije. Število teh bakterij je bilo pa minimalno, to pomeni, da v bistvu ena, kar je najmanj, kar je pač možno v vzorcu ugotoviti. In to je bilo najdeno v Podgorju in kaj povzroča to? Ali so prišli do zaključka, kaj naj bi povzročili to? Podatka o samem viru onesnaženja nimamo, in ga tudi na podlagi takega vzorca ne pridemo do zaključka, ki je pač vir onesnaženja. Je pa tako, da bakterija v bistvu ni bila najdena na zajetju, da je bila na samo rezervarju. Te bakterije običajno lahko pridejo na viru, se pravi na viru v pitno vodo, je pa tudi možnost potem kontaminacije vode tekom vodovodnega omrežja. Primer bi recimo lahko bil v primeru poškodovanja vodovodne cevi. Recimo, da se ustvari podtlak v sistemu, lahko pač te bakterije pridejo v samo pitno vodo. V tem trenutku pa ne moremo potegniti neke vzporednice z samo viro tega onesnaženja. Dobro, hvala. Zdaj, če bi predstavnik koncesionarja, torej komunalnega podjetja Kamnik, krat podal zdaj že kakšna dodatna pojasnila na vprašanja, ki so bila izpostavljena, se priporočam. Izvolite. Ja, lep pozdrav še v mojem imenu, hvala za besedo. Zdaj, da mi ne bo kdo zameril, jaz upam, da sem si zapisala vse tisto, kar je bilo oziroma kar je stvar koncesionarja in kar je v njegovi pristojnosti, da odgovori. Zdaj, gospodu Prosenu, zdaj sam je navedel več različnih ukrepov, ki smo jih navajali v programih, sam je navedel od leta 2022, z gotovostjo lahko trdim, da je bilo to že prej navedeno v programih, zdaj že tudi leta 2018 oziroma pred letom 2018. Zdaj, velika večina izmed navedenih svetnikov se je njihovo vprašanje navezovalo za obveščanje. V tem vprašanju bi rada poudarila sledeče.
Kar govori področna zakonodaja, kateri smo mi zavezani, ne samo mi, ampak vsi koncesionarji po Sloveniji, kot vzdrževalci javnih vodovodnih sistemov, govori, da način obveščanja je predpisan s to področno zakonodajo, ki pa se nanaša, da to koncesionar oziroma upravljalec vodovodnega sistema to objavi na svoji spletni strani in pa prvi oziroma tak radio. V tem primeru imamo mi radio RTV Slovenija 1, ker pač svojega lokalnega radia nažalost nimamo. Zdaj, kar se tiče načinov obveščanja, tudi skladno z zakonodajo moramo enkrat letno, kateri so te načini obveščanja, na kakšen način potekajo, obvestiti tudi naše uporabnike na položnicah. Tako da na zadnji strani je tudi to napisano, kako ti načini obveščanja potekajo. Ker pa se mi zavedamo, da ker je voda vendarle vir življenja, smo to naše razširitev samega obveščanja razširili tako na našo Facebook stran, govorimo seveda tudi na spletno stran koncendenta, govorimo potem tudi o naši spletni aplikaciji oziroma aplikaciji Telegram. Zdaj to aplikacijo Telegram smo mi naredili pred 5 leti, zdaj je sama ustanovitev te naše aplikacije oziroma naročilo na naše storitve, seveda na naše obvestila, je bilo že vzpostavljeno aprila leta 2020, vem pa, zavedamo pa se, da seveda to najprej pride v uporabo takrat, ko se zgodi kaj takega izrednega, zlasti tole prekuhavanje vode je bil tovrsten primer, kjer pa lahko zatrdim, da smo, odkar je bilo ukrep prekuhavanja vode in odkar smo dali to obvestilo ven, smo mi se odzvali na vsak telefonski klic, na vsak obisk občana, vsakemu občanu, če tudi se je hotel, ni bil prijavljen na to aplikacijo Telegram, so prišli tudi na sedež podjetja, ali smo jim po telefonsko povedali, kako naj uskladi to aplikacijo oziroma da mu bo delovala. Tako da tlele smo šli mi, z vsakmo smo govorili in z vsakmu, kar se je dal, smo ljudem razložili stvari. Govorim vsakmu posamezniku tudi. Seveda, če je klic oziroma prišel na sedež podjetja. Kar se tiče nadaljnega obveščanja naprej, ker želimo, da zaobide čim širši krog ljudi v čim hitrejšem času, smo s tem namenom tudi še dodatno dodali obveščanje na STA, se pravi Slovensko tiskovno agencijo, tudi uredništvo Modre novice in pa še posebej PR občine Kamnik. Zdaj, gospod Zore je rekel, obveščanje SI-alarm. Mogoče za informacijo, jaz še do danes nisem dobila tistega obvestila, na moj telefon pa imam vse naložen, pa ga nisem dobila, tudi to smo slišali in smo govorili z občani. Zdaj, problem je, da ta SI-alarm, kakor smo potem mi pozvedovali, je trenutno v pripravi, ni še to aktivno, je narejen za celotno območje Slovenije. Ni to še vezano na lokalno, niti ne vemo, ali bo ali ne. Zato smo pa mi za ta namen po sestanku z občini, potem, ko smo predstavili vse te ukrepe in seveda, ko smo bili tudi povabljeni na sejo, ko smo pripravili gradivo, predlagali, da bi mogoče občina Kamnik skupaj z nami, pa mogoče bi se še druge občine povezale ali pa tudi drugi koncesionarji, da bi ljudem pripravili brošure. Moramo tudi vedeti, da starejši ljudje nimajo telefona, mogoče nekateri tudi ne stacionarnega, niti ne mobilnega, da bi mogoče pripravili neko brošuro ljudem, kako je ravnanje v izrednih razmerih. Zdaj mogoče marsikatere izmed vas se spomne, jaz sicer ne, sem pač mlajša, ko je bila neka akcija, nič nas ne sme presenetiti. Jaz mislim, da je mogoče sama država na tem segmentu majčkeno zaspala in da bi, seveda, govorim jaz o izrednih razmerah, ko nastopijo na področju komunale, da bi naredili tak širši nabor, kako v določeni situaciji ravnati. In to je bil en predlog, zdaj ne vemo, se bo to rešilo naprej ali ne, ampak mogoče ideja kot taka se mi zdi, da je na mestu. Tlele sem, mislim, da sem zaobidla več, kar se tega tiče obveščanja. Zdaj naslednje vprašanje, kako pride voda na občino, gospodu Siterju, zakaj je prišlo do onesnaženja, določene zadeve je gospod Obronk že odgovoril, določene zadeve bo še naš tehnični direktor odgovoril, glede same specifike oziroma iz samega te našega vodovodnega sistema Ivarja. Zdaj, marsikdo si predstavlja, da je vodovodni sistem ravna premica do pipe uporabnika.
Mi ne govorimo o ravni liniji, o hrbtenici, da je na isti način narejena naš vodovodni sistem, kakor hrbtenica človeka, gre za zelo razvejen sistem. Celoten sistem vodovodnega javnega omrežja obsega 128 km. Sam vodovodni sistem Iverje je sam kot po sebi najdaljši, govorimo o slabih 100 km. Glede na to, da je bil ta negativen vzorc, sami rezultati prejeti oziroma neskladnega vzorca prejet v petek, seveda smo potem mi z samim načinom priprave zdravstveno ustrezne pitne vode s kloriranjem, da potem ta sam ukrep doseže skrajne točke vodovoda. Zdaj mi moramo vedeti, ker bo neka opomba, da zakaj mi nismo to čez vikend vzorčili. Seveda, nacionalni laboratorij ima dežurne ekipe za to, ampak zaradi tega, ker skozi vikend niso bili doseženi pogoji za odvzem tega vzorca. Mi moramo vedeti, da mora, se pravi, klor od Iverja dobiti skrajne točke. Govorimo o Volčjem potoku, govorimo o Vrhovju. Govorimo o vseh teh skrajnih točkih vodovodnega sistema Iverja in da to doseže, se pravi, ta ukrep v tem primeru kloriranja in seveda naša ekipa, naši dežurni so tekom vikenda vse to spremljali na različnih teh skrajnih točkah, kakšna je vrednost klora v tem, da potem smo lahko, so bili v ponedeljek vzpostavljeni pogoji za odvzem samega vzorca. Zdaj samo odvzem tega vzorca, pa potem analiza traja 24 ur, to so standardne analize, to gospod Obronk točno ve, kaj pa kako, tako da in seveda se čaka. Zdaj jaz lahko trdim, mi smo bili na vezi od samega prejema negativnega vzorca, seveda pa tudi na prihodnjem tednu v navezavi z zdravstvenim domom. Če bi slučajno prišlo do morebitne okužbe, hvala Bogu, ni prišlo, tako da iz tega naslova jaz nimam tega informacije. Mogoče bo gospa Očakarjeva. Aha, ja. To je mogoče, kar se tega tiče. Zdaj, da ne bom jaz predolga. Sanacija vodovoda smo rekli, glede plana odvzema vzorcu. Zdaj, sama uredba o pitni vodi govori mi moramo vedeti, da imamo mi 13 vodovodnih sistemov, 11 vodohramov. Zdaj, sami ti plan odvzema vzorcev velja za vse te vodovodne sisteme. Zdaj govorimo v tem primeru in današnja razprava je namenjena temu, koliko vzorcev se odvzame na območju vodovoda Iverje. Zdaj, sama uredba govori o 16 odvzemih vzorcev na letni ravni. Mi smo v lanskem letu, tako kot je navedeno, odvzeli 44 vzorcev, govorimo o vzorcih odvzeti na vodovodnem sistemu in pa tudi seveda na vsako prijavo posameznika tudi reagiramo. V letošnjem letu do današnjega dne pa je bilo že odvzeto 63 vzorcev za potrebe same analize se strani in potem seveda na samem nacionalnem laboratoriju za okolje, zdravje in pa hrano. Mogoče bi bilo to z moje strani. Jaz lahko z zagotovostjo trdim, da mi smo in bomo delali strokovno, zakonito in pa seveda skladno z zakonodajo, vse v skrbi, da našim uporabnikom zagotovimo zdravstveno ustrezno pitno vodo, kar je pa seveda v domeni vsakega koncesionarja oziroma samega upravljalca vodovodnega sistema. Moramo se pa zavedati, da ni bil samo v Kamniku slab vzorec. Zdaj, če kaj spremljate, trenutno je še, Jesenice ima zelo velik problem, bilo je tudi komunala Kranj, tako da stvar pa ni slaba posledica samega vzdrževanja, govorimo o prisotnosti E. coli. Tako, kar sem povedala, sestanek smo imeli tudi z občino. Treba se zavedati, da na splošno v Sloveniji ali pa kjerkoli govorimo, da ponavadi so slabi vzorci oziroma slabi vzorci, negativni vzorci v jesenskem času. Narava odvrže svoje liste, tudi stvari potem pronicajo naprej, tako da ni to, da bi bilo kakršnakoli stvar na koncesionarju. To bi bilo mogoče z moje strani.
Najlepša hvala, Anca Ciran. Zdaj bi dal besedo še tehničnemu direktorju, gospodu Bogdanu Pogačarju, glede sistema in pa odgovorov na tiste izhodišče oziroma vprašanja glede sistema in pa cevovodov in tega. Izvoli. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Bom čist na kratko, se pravi na Ivarju se preko drenažnega zajetja, se pravi preko drenažne cevi, ki je 200 metrov približno dolga na tistem polju, zbere voda in se malo niže dol proti gostilni Oru, imate na desno, če se peljete dol vodno, objekt, to je zbirni objekt, v katerem se pač ta voda zbere in tam izvajamo pripravo vode. Zdaj, običajno je se priprava vode s klorom ne pripravlja, ne. Tudi ta ukrep, ki imamo mi naveden, da ne boste mislili, da je to pač ukrep, da bomo zdaj skozi klorirali, ampak klorirno napravo je tudi potrebno, pa objekt pripraviti tako, moramo vedeti, da je to 40 let staro, da je potrebno narediti tako, da bo ta objekt narejen modern. Se pravi, zato so te UV žarnice not predvidene, zato je nova klorirna naprava za take primere, ki je bil zdaj recimo, ne to, da bo skozi klorirana voda, ne, ampak mi moramo objekt na Ivarju, pač naš predlog je bil, da se objekt na Ivarju pač moderno opremi, ne, da je tudi varen, se pravi, tam, kjer imamo klor, lahko tudi pride, bog ne daj, ampak do nesreče, do izpusta tega klora, da ven vide, mora biti alarmi, mora biti v bistvu to tako narejen, da je prostor tako narejen, da zaposlen lahko to ustavi na način, da ne vstopi v ta prostor. Tako da ta ukrep, ki je bil tam not naveden, je v bistvu posodobitev celega objekta in tudi klorirne naprave, a ne. Pa UV žarnice, tako da UV žarnice bi imeli v bistvu skozi pripravo vode, a ne. Tekom priprave vode z UV žarnicami, to v bistvu ni nič problematičnega. V glavnem, od tam naprej se pa voda distribuira po dveh cevih. Se pravi, ena je Salonit 500, se pravi pol metra premera, ne. Druga je duktil, mi rečemo, se pravi nodularna litina, bolj novejša, moderna, se pravi velja za neuničljivo, čeprav tudi pride do kakšne težave kdaj, ampak ta je pa pač 400 premera, ne, in po teh dveh ceveh se distribuira proti Kamniku. Zdaj, ena gre od stranskega mostu po levi strani, se pravi proti Mekinjam, druga gre pa po desni, ne, po desni strani proti Kiku, bomo rekli. In ta je bila tudi 2 km, takrat, ko je bila poplava pač uničila, utrgala, ko je bila preblizu struge, je bila obnovljena. Tako da gospod Štritov je tudi povedal, da se zdaj pripravlja, se pravi še druga faza, se pravi tam, ki je bila v spodnjih stranjah pač zamenjena proti Ivarju. Zakaj? Tudi zaradi vodnih izgub, ki moramo vedeti, da pač se tudi zakonodaja na tem segmentu zateguje, se pravi 2027 bo tudi pač vodne izgube treba malo drugače prikazovati in tudi iz tega razloga moramo pristopiti k obnovi dotrajanega omrežja, da bomo imeli čim manj vodnih izgub, ne, ker bomo od načrpane vode plačevali v bistvu povračilo in če mi majhen delež pripeljamo na pipe, a pa do uporabnikov v bistvu tisto razliko mora nekdo plačati. A ne? Tako da zdaj sem še to malo pojasnil, ampak no, po teh dveh ceveh, se pravi, ena pride do recimo do Doma kulture, to je S500, Salonit 500, in mimo Doma kulture, ker so prvi v bistvu uporabniki, se pravi Kamnik, odzame voda za Kamnik in na to nadaljuje do vodohrana Podgorje. Se pravi, to je eden glavnih vodohramov za ta del Kamnika, se pravi za desen del Kamnika, drug, ki ga pa napaja v bistvu ta 400, duktil, ne, je pa proti Staremu gradu, mi rečemo visoka cona. In te dva objekta sta višinsko na 20 metrov višinske razlike stojita, zato da zagotavljata v bistvu tlačne razmere v Kamniku. Ne? Da zagotavljata, da je tlačno tudi uravnotežen sistem. Potem seveda se pa izmed teh, se pravi te dve hrbtenice prideta v Kamnik in se potem prečno, levo, desno se ta sistem prepleta, je med sabo tudi na nekaterih delih povezan, ne, v Kamniku in niže dol. Seveda do Korenove ceste
prečno po Korenovi, iz Podgorja pa gre še iz Podgorja gre pa še po podgorski cesti proti Komendi, tam je v bistvu merilni jašek, se pravi, mi rečemo mejno mesto in naprej je pa pol vodovodni sistem Komenda, mi rečemo. Mi imamo sistema ločena, se pravi za Komenda in Kamnik je ločena, čeprav imata isto zajetje, se pravi Iverje. Iverje oskrbuje 88% pač prebivalcev občine Kamnik, ki se napajajo z javnega vodovoda. Ne? Zdaj vsi ukrepi, ki so bili v naših programih navedeni, se pravi od leta 2018, bom jaz govoril pač, prej je itak tako, ki jih lahko primerjamo s tem, ki so zdaj not navedeni, ne? So razdeljeni, se pravi, na redno vzdrževanje pa na investicijsko vzdrževanje. Investicijsko vzdrževanje se krije iz proračuna. Ne? Vsi ti ukrepi, ki so navedeni, se pravi Podgorje, ne vem, vse to, kar imate tam navedeno, je del investicijskega vzdrževanja in mora biti zagotovljeno, se pravi, preko posebne postavke, rekel, v proračunu. Drug del je pa redno vzdrževanje, ta se pa krije z vodarine na položnicah. Ljudje oboje plačajo na položnico. Sam del gre v bistvu v proračun občine Kamnik, to je omrežnina, del vodarina se pa namenja za redno vzdrževanje. To so pa okvare, se pravi skrb za vzdrževanje, za vzorčenje, če tako rečemo, ne. Vse te ukrepe, ki mora v bistvu izvajalec, upravljalec narediti, da sistem funkcionira, bomo rekli, tekom leta. Tako da to je to. Ne vem, če sem še kaj pozabil. Kdo je dolžan zagotoviti čisto pitno vodo, je spraševala gospa Jevšnik, se pravi, če bi bila v 24 ur prekinjena dobava vode, potem pride ukrep, se pravi, da moraš ti dobaviti pitno vodo, se pravi, tistem, ki nimajo. Ukolikor je pač samo ukrep prekuhavanja te dejavnosti, aktivnosti ti ni potrebno po načrtu narediti, ne. Zdaj lahko bi se pač vključila občina pa to pač, ali pa kakšna skupina pa pristopila k temu, ampak drugače kot upravljalcu nam to ni naloženo, no, da bi mogli to pač takrat, ko voda ni neprekinjena do uporabnika. To, da običajno, da se v Kamniku da ni priprave vode, da imamo surovo vodo, običajno sem povedal, da to je to. Tako da za sanacijo Žale, ste sprašal gospod Sitar Močnik, ja, prav ste ugotovil, se pravi, na Žalah je predviden v bistvu prenova, kar ne vem, skoraj bi rekel celoti, od vodohrama, se pravi severno do ali pa severno-zahodno, je obnova vodovoda predvidena, zato ker je v bistvu tam veliko vodovodnih okvar. Tam moramo vedeti, da je sicer vodovod iz plastičnih cevi, vendar je pa pod tlakom, se pravi tlači se, ni gravitacijski. In včasih je bil pa gravitacijski. In tam so razmere v bistvu drugačne, se pravi so tlaki višji v tem vodovodu in je pač tudi v zadnjem času opažamo, v zadnjih letih opažamo veliko tam okvar in zaradi tega smo pač predvideli, da bi bil tam smotrno pristopiti v bistvu k temu, k prenovi tega odseka. In del tega odseka je bil ob kanalizaciji, se pravi to čist na koncu, tam, ko so nove hiše, je bil pa že narejen. Se pravi, ne vem, 100 metrov, 130 metrov je bil v bistvu že obnovljen. Zdaj ostalo je pa v bistvu, mislim, da del naslednjega proračuna. To je tako, za Podgorje je ustvarjen daljinski nadzor in meri pretoke in delovanje. Nima pač nadzora vode, kalnosti in tako naprej. In zato smo tudi mi predlagali, da prve stvari, ki bi se mogli narediti, bi mogli glavne vodohrame pa zajetje urediti. Se pravi, imamo Iverje zajetje pa zbirni objekt, potem imamo pa visoko cono pa Podgorje. Te bi mogli imeti v bistvu opremljen res moderno, da bi pač, da lahko zagotavljaš pa delaš v bistvu, pa nadziraš sistem. Smo pa slišali, da je v bistvu vse v bistvu 30-40 let staro, lahko pa povem, da od leta 2009 v bistvu je bil dva objekta sta bila prenovljena. To je en je Črna, v Črni pa ni del Iverja,
potem je pa Smreče, ki tudi ni del Ivarja, je gost, na Ivarju pa samo v bistvu objekt, se pravi rudnik, črpališče. Ne. Tako da tukaj bo treba nekaj narediti, pa pristopati k enemu sistematičnemu modelu, vse naenkrat itak ne bo šlo. Ne. Hvala. Najlepša hvala, Bogdan. Jaz bom še enkrat odprl razpravo pod še kdo, če ima še kdo kakšno vprašanje, na katerega mogoče ni bilo odgovorjenega. Bom pa predlagal, oziroma to 4. točko potem glede na razprave, 4. točko sklepa umikam, torej prve 3 točke sklepa se bodo dali na glasovanje, da se potrdijo. 4. točka glede skupine pa umikam, glede na to, da so bile neke ideje, da to ni potrebno. Bom pa sam ustanovil to komisijo, ki bo pač strokovna in ki bo na tej temi, ki je izredno pomembna, delala tudi v prihodnje. Tako da, še kdo? Aha. Najlepša hvala. Glejte, razumem vse, kar so povedali kolegi, ki se ukvarjajo s pitno vodo pri nas, ampak mislim, da je šla debata nekako v smer odvračanja od jedra problema. Se pravi, če govorimo o vodovodnem sistemu, jaz ne dvomim, da naš koncesionar za naš vodovoden sistem zadovoljivo skrbi, to me manj skrbi. Glede na to, da je ta vodovoden sistem bolj kot ne star 50 let, tudi če govorimo o starosti tega vodovodnega sistema, razlika med 40 ali pa 50 ni toliko velika, da bi se v teh 10 letih bistveno spremenili. Kaj se v 10 letih bistveno spremenili? Bistveno se je spremenil vir vode, ki priteče v Ivarje. To se je spremenilo. In izgovarjanje na sam sistem in prelaganje in zamegljevanje dejstva nam v tem konkretnem primeru popolnoma nič ne koristi. Problem imamo na drugem nivoju. Problem imamo na nivoju vode, ki pride v Ivarje. In lepo prosim, ne sem nadaljevati sprenevedanja, s katerim, kar počnete že leta. Iskati E. coli v vodovodu, ki je pod 4 bari in bojo bakterije prišle v vodovodno cev pod 4 bari, dajte, bodite resni, lepo prosim. Glede obveščanja in brošur, jaz bil veliko bolj zadovoljen, da problem rešimo, ne da ljudi pravočasno obvestimo, da smo spet naredili 3 pikce. In problem obveščanja, v redu, za skrajni primer mora biti. Ampak dajmo rešiti problem tam, ki ga imamo. In ne nadaljevati s sprenevedanjem, pri tem, da bomo naredili pol ultra super obveščanje o tem, da imamo permanentno onesnaženo vodo. To je perspektiva za naslednjih 5 let, če gremo v tej smeri. In prva stvar, kjer lahko naredimo nekaj, glede na to, da enkrat na teden vzorčimo, a bi prosim občina plačala vsaj dnevno vzorčenje, dokler ne odpravimo vzrokov, ki nam onesnažuje Ivarje. Hvala, beseda ima Karla Urh. No, jaz bom kar nadaljevala. Vse, kar smo slišali o vodi, o napeljavi, vse to, mene to ne skrbi. Sem že povedala, da se mi po svoje koncesionar smil, ker ne more nič narediti. Ker mi izvirnega greha niti slučajno se še nismo dotaknili. Ali pa ga prelagamo in odmikamo stran. A veste, se konec koncev tudi vrtine, ki so 100 metrov globoke ali pa 150 metrov globoke, slej ko prej nekaj prodre in pronica tudi noter. Visoko kraški svet, kamenina, ki srka in pronica. Ne bi se, ne vem, ponavljala, ker vam gre močno na živce nekaterim, ampak glejte, izvirni greh je tukaj, kar priteče dol.
iz severnega dela ali z Kamniške Bistrice ali pa s Hribovja, vključno z Veliko planino. Voda nam mora biti svetinja. A veste, ne morem pozabiti stavka, tale izvirček na Kraljevem hribu, 2017 je bil, to je bil neomadeževan. Zdaj toliko zaražen, da je isto, kot če jaz vzamem kozarc, nalijem tam vodo ali pa grem sosedu v štalo nalit gnojenco. Isto je koli noter pa parazitov. Zablindirali so, zaprli so. In to gre do vzdolj. Posledično vse na Ivar je, zapomnite se, vsi, to je resnica. Jaz se tle ne lažem. In ne morete me kupiti, zato se mi res, kot sem rekla, vzdrževanje in vsa ta dela so potrebna, ampak glejte, če ne bomo mi odpravili osnovne stvari, tako kot je prej rekel kolega, dokler nimaš urejeno to pa to pa to pa to, ne moreš biti noter. In tudi, da se ne da, a veste, jaz vem konkretno za primere, ko se dela tudi, kljub temu, da so na določenih mestih prepovedi. Se mora narediti. Napeljava. Na vodovarstvenem območju čistilne naprave niso. Jih ni, ne bi jih smeli biti. Ampak nepropustne stvari pa so. In tudi tamle o odtekanju vode, vozimo jo gor, dol, sem, tja, brez nadzora. Toliko so šlampasti, da ko črpajo in pa natakajo vodo iz hidrantov, niti tistih pokrovčkov gor ne dajo. Ali pa so navadni packi, ne morem drugače reči. Ampak glejte, posledično mi to vse dobimo v vodo. In to je zdaj tega, kot sem prej rekla, sprenevedanja dovolj. Hvala. Hvala, besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo. Ja, poglejte, z velikimi stvarmi tukaj, kar je bilo danes izrečeno, se kar strinjam, ne čisto z vsemi, ampak dejstvo je, da živimo pač v dobi, kjer je tehnika, napredek, se pravi, ali pa nazadnjaštvo, rekel, se vzame človek, onesnažuje okolje. In verjetno v kamniški občini, a pa tudi drugod po Sloveniji, teh izvirov zajeti, po mojem, da jih je zelo malo, kjer so brez vsakih bakterij, brez ekolija, po moje, sploh ni velikih. Tudi če gledamo po Podhinski dolini ali pa ki je pač neokrnjena narava gor nad nami, se pravi začetek Marine planine, ne še tam, ker potem pač živina se pase gor stoletja, že se je pasla in verjetno se bo še. Žal verjetno temu ne moramo biti, ne moramo temu se pravi reči, da je pa tega konc, ne. Po drugi strani, zdaj nam, ne vem, včasih, zdaj nam prinese puščavski pesek iz puščave gor, a ga kdaj je bilo toliko? Nikoli ga ni bilo toliko, ki ga je zdaj v teh primerih, zdaj recimo v letošnjem letu, a pa prejšnjem. Skoraj 2 mm na avtu ga imaš, ne, recimo. Vse to je lahko tudi vir onesnaženja. Se pravi, listje, itak gnije pač ta po gmajnah, to je tudi en del siguren, da je pač noter so se pravi te gnilobe in potem se ustvarjajo te bakterije, ki jih potem tudi drž špera noter v zemljo in seveda potem priteče nekje ven, ne. Tako da to se pač moramo sprijazniti, res je treba čuvati naravo, to se strinjam, čim manj, se pravi, čim več teh kanalizacijskih sistemov oziroma teh čistilnih naprav, tam, ko so pač možne, je pa dejstvo, da te tehnike, toliko avtomobilov, toliko nekega izgorevanja, toga v življenju še ni bilo in verjetno gre to samo še naprej, no. Tako da bom rekel, v tem primeru, kar je zdaj pač prešlo je, tudi jaz se malo čudno sprašujem, kako je možen, da pač na Ivarju ni, potem v Podgorju pa ja. Pač voda ima tudi svojo pot in svoje zadrževalnike in lahko se tudi tam, ki je ustvar, težko rečem, verjetno tudi lahko človeški faktor vplival na to. Po drugi strani pa, ne vem, pustimo vodi, naj teče svojo pot, upamo, da čim lažjo pot, za čim manj onesnaženja, pa Bog ne daj, da bi se na tej točki, na tej vodi, da bi se ustvarjale kakšne politične zadeve, tako da pustimo, varujmo naravo, pa bo voda tudi boljša. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani s poročilom o izvedenih ukrepih zaradi E. coli v vodohranu Podgorja z dne 17.10.25.
Drugič, občinski svet občine Kamnik se seznani s poročilom o izvedenih in načrtovanih ukrepih za varovanje zajetja Ivarje. In pa tretjič, občinski svet občine Kamnik se seznani s poročilom o poteku obveščanja o neustreznosti pitne vode in podlagi nadgradnje sistema obveščanja. Glasujemo. Zaključujem. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 21 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.